Jaz sem se odločila, da bom današnje predavanje naredila najprej na sistemu, da vam razložim, kar že v osnovi same besede povejo, se pravi koreni teh besed, kaj pomeni mrežni, kaj pomeni marketing, ker se mi zdi, da če sestavimo te dve besede skupaj in tudi vsakmo znamo na nek primeren način to razložiti, potem ne dobimo več neke negativne konotacije, ampak v bistvu upravičimo to, da gre za normalen, legitimen poslovni model. Skratka, samo mreženje, jaz mislim, da se boste vsi strinjali, da je danes v bistvu nek čist normalen način povezovanja med ljudmi. Gre pa za to, da v bistvu se povezujejo ljudje, ki imajo neke podobne interese oziroma se povezujejo na področjih, kjer imajo nek skupen interes. Gre za povezovanje med ljudmi na tistih področjih, kjer imajo oziroma iščemo neke skupne koristi. Če pa pogledamo potem drug vidik, sam marketing oziroma po slovensko mu rečemo trženje, bi tukaj mogoče uporabljala čisto eno klasično Kotlerjevo definicijo. Ne vem, koliko poznate Filipa Kotlerja, v bistvu je oče sodobnega marketinga in vseh ekonomskih priročnikih se ga omenja, ker je praktično tudi napisano Temelje trženja, eno od biblij marketinških knjig. Skratka, imate napisano definicijo, da gre za društveni in pa vodstveni proces, ki omogoča posameznikom ali pa tudi skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo. Po drugi strani pa morajo podjetja, ki ponujajo, seveda ustvariti, ponuditi in pa z drugimi izmenjevati ali izdelke ali pa neke storitve, ki imajo za uporabnika vrednost. Se pravi, tukaj bi mogoče se samo osredotočila na to, ker tudi v Keleviti je enako. Mi iščemo oziroma ugotavljamo, kaj so potrebe in pa želje posameznikov, ki jim želimo pomagati, bodisi je to zdravje, bodisi pač potrebujejo denar, bodisi potrebujejo več prostega časa, bodisi potrebujejo, da so obkroženi z neko pozitivno skupino ljudi, istomislečih ljudi v neki pač nekem pozitivnem okolju in naravnanosti. In po drugi strani tudi gre za izmenjevanje nekih izdelkov, ki imajo vrednost. Če bomo v nadaljevanju pogledali, bomo šli kar po vrsti v bistvu se lotiti razlik med piramidnimi sistemi in pa med mrežnim marketingom. Zadnje čase se mogoče tudi v Keleviti izogibamo sicer besedi mrežni marketing, čeprav se je toliko let uporabljal ta izraz in se je začel nekako bolj priporočati izraz share marketing. Zato, ker se mi zdi, da tudi dejansko bolje opisuje to, kar Kelevita pravzaprav je. To, kar ste tudi v samem videu na začetku videli, da gre za deljenje znanja, da gre za deljenje nekih pozitivnih izkušenj, pomoči drugim, nekih čudovitih trenutkov v skupnosti z ljudmi, ki jih imamo radi in ki na koncu tudi prerastejo neke okvire poslovnega sodelovanja, ampak dejansko ustvarjamo prijateljske odnose. Jaz mislim, da se vsi tukaj strinjamo, zdaj vas pač žal ne vidim, ker imam pred sabo tole predstavitev, ampak jaz verjamem, da boste lahko vsi pokimali temu in rekli, da ste v Keleviti pač tudi sami imeli to izkušnjo, da tukaj ne gre dejansko samo za posel, ampak za mnogo več. No, ampak če gremo k prvi točki, sami piramidalni sistemi, upam, da veste, da so nelegalni sistemi, medtem ko mrežni marketing je povsem legitimen in legalen sistem. V praksi verjetno ste že vsi slišali za, ne vem, zloglasni Catch the Cash, recimo, ali pa potem je bilo 2008 je bila Finances Forex, recimo, tudi ena taka shema, kjer je bilo pač opeharenih res veliko število ljudi. Strokovno lahko temu rečemo tej tudi denarni verigi oziroma tudi Ponzijeva shema, zato ker je bil pač Charles Ponzi eden od tistih veleumov, ki mu je uspelo približno 30,000 vlagateljev v bistvu opehariti za 15 milijonov dolarjev. Seveda, tako kot sem povedala, gre za nelegalne sisteme, kjer se je pojavljalo neko vlaganje, in potem tisto, kar je bilo ljudem obljubljeno, seveda niso dobili in te ljudje, ki so na tak način v bistvu delovali, so tudi na koncu odgovarjali za svoje dejanja in pač pristali za zapahi. V mrežnem marketingu mislim, da po skoraj 30 letih oziroma 21 letih v Sloveniji veste, da dobivate redne izplačila, da se za to odvajajo vsi davki, dobivate tudi pač izpise, skratka, vse poteka tako, kot mora in je to povsem legitimen sistem. To je v bistvu tista prva točka, v kateri se piramidni sistem oziroma piramidalni sistem loči od mrežnega marketinga. Druga stvar je sama
oprijemljivost, če lahko temu sploh tako rečemo. Piramidalni sistem namreč nima izdelkov. Tam gre izključno za to, da se vlaga denar. Običajno gre za to, da tisti iniciatorji obljubljajo neke blazno visoke donose, recimo, dajte vložiti 1000 evrov, pa boste dobili, ne vem, 800-kratni donos. In ob takih obljubah se vam vedno lahko pač vklopi nek alarm, zato ker, če poznate osnovne ekonomske zakonitosti, so donosi tam od 4%, pa recimo do 12% donos pomeni in za sabo potegne že zelo veliko tveganje, recimo na delniškem trgu. To je to, kar je nekako realno, da lahko dobite. Tisti, ki obljubljajo donose, ki so večji, običajno nekaj tukaj smrdi in ne se vam vedno vklopi pri takih stvarih alarm in ne spuščate se v stvari, brez da bi se posvetovali še s kom drugim, ali je zadeva legalna ali ne. Skratka, dajte v takih primerih pridobiti pač čim več informacij, ker če vam nekdo obljublja neke blazne donose v zameno za to, da vam nič ne bo treba delati, je sigurno nekaj hudo narobe. Mrežni marketing pač ne pomeni, da ne rabite nič delati, pa da boste dobili, nekaj v zameno, pač morate. Saj že sama beseda work, ki je notri, delo, pomeni, da nekaj je tudi za to treba narediti. No, ampak če se vrnemo na samo oprijemljivost, v share marketing sistemih oziroma v mrežnih marketih je vedno v ozadju so neki konkretni izdelki, nekaj, kar pač lahko primete v roke, gre za neko dejansko stvar. Tudi to se razlikuje, recimo v piramidalnih sistemih, mislim, da vam je vsem jasno, že samo ime pove, tisti, ki pride pač prvi, bo lahko največ žel, medtem ko pri mrežnem marketingu v osnovi tudi ni pomembno, kdaj se vključimo, se lahko tudi bistveno kasneje, pa ne pomeni to, da bomo manj uspešni kot recimo oseba, ki nas je priporočila oziroma vključila. No, tretja stvar je pa sama začetna investicija oziroma vložek. V piramidalnih sistemih pač gre ponavadi za neke višje finančne vložke, recimo se vlaga, ne vem, po 1000 ali več tisoč evrov, medtem ko imate tudi sami to izkušnjo v Kaleviti, veste, da dejansko ni plačljive članarine v obliki denarja, vi dobite v zameno za, če sploh lahko temu rečemo, pač pristojbino oziroma za to, da se vključite, že 2-3 izdelke, ki jih boste tako ali tako potrebovali za krepitev svojega zdravja, za vašo družino. Skratka, tudi na te izdelke imate garancijo in dejansko nimate kaj izgubiti, ni nekega tveganja. Naslednja stvar, v bistvu delno sem že to v prejšnji točki povedala, ampak tudi sama struktura, pri piramidalnih sistemih se vedno financira izključno iz članarine, dokler pač je to možno in potem sistem ne propade, medtem ko pri mrežnih marketingih vso financiranje celotne strukture, se pravi tudi izplačila bonusov, poteka vedno iz same prodaje izdelkov, torej ne iz nekih plačljivih članarin. No, potem sama velika razlika je tudi v možnosti zaslužka. V piramidalnih sistemih je zelo pomembno, kdaj se vključiš, ker na koncu samo tisti, ki so začeli, so lahko še nekaj dobili, dokler je sistem v bistvu funkcioniral. In ko v mrežnem marketingu verjamem, da marsikdo tega ne razume, dokler mu ne razložite, ampak ste lahko bolj uspešni kot oseba, ki vas je dejansko vključila. Zato, ker v mrežnem marketingu oziroma v share marketingu ste nagrajeni glede na vašo aktivnost, glede na vaše delo, kar pomeni, da če boste bolj aktivni od vašega sponzorja, boste upravičeno seveda tudi dobili boljši bonus. To je tudi konec koncev edino pošteno. Naslednja zadeva, v kateri se tudi loči seveda piramida in pa mrežni marketing, je pa to, od kod prihaja zaslužek. Se pravi, kadarkoli vam bo nekdo rekel, da ne rabite nič delati, pa da boste nekaj zaslužili, je sigurno nekaj zelo narobe, to sem vam že prej povedala in takrat je zelo pomembno, da se vam vklopijo vsi možni alarmi. Po drugi strani v mrežnem marketingu verjamem, da poznate vsi izraz pasivni prihodki, te prihodki seveda obstajajo, ampak jih lahko dobite čez čas. Pomeni, tako kot če ste podjetnik, ko morate na začetku vlagati, ne bojo rezultati pač iz danes na jutri, lahko bo to trajalo pol leta, odvisno tudi od vaše aktivnosti, ali pa to, ne vem, čez 1 leto, čez nekaj let.
odvisno, kako boste gradili. Dejstvo pa je, da v mrežnem marketingu v bistvu ne rabite nekega kapitala investirati. Vse, kar potrebujete v bistvu je to, da angažirate svoj čas. To, kar smo se pač pri prejšnjem webinarju tudi pogovarjali o tem, da je pomembno, da komuniciramo z ljudmi in v bistvu gradimo neke stabilne odnose in pasivni prihodki v bistvu izhajajo tudi iz tega, kako stabilno strukturo si konec koncev postavimo. Ampak, tako kot sem prej povedala, plačani bomo, če bomo delali, kolikor ne bomo delali, ne bo točk, ne bo konec koncev na koncu tudi zaslužka, razen seveda, če nimate med sabo aktivne mreže, ki ste jo dobro naučili v bistvu delati in na račun katere lahko tudi dobite nek lep bonus. Naslednja stvar je sama trajnost izdelkov. Tako kot sem prej povedala, ker se sama struktura v piramidalnih sistemih financira v bistvu iz članarine, iz denarja, praktično tukaj nimamo izdelkov sploh, kaj šele nekih trajnih. Po drugi strani pa v vseh legitimnih sistemih, kot je tudi mrežni marketing, morate imeti dobre temelje, kar pomeni, da morate imeti trajne izdelke. Trajni v smislu, da je to nekaj, kar dejansko z veseljem kupite zase, ker redno uporabljate, ker priporočate potem tudi svoji družini, zato ker ste zadovoljni, ker z veseljem priporočate potem tudi svojim znancem, prijateljem, vsem, ki jih poznate, ravno zato, ker pač imate sami pozitivne izkušnje. Če so izdelki nekvalitetni, jih seveda ne boste priporočali naprej. Zato pa zelo pomembno, da obstajajo ti trajni izdelki, se pravi nekaj, kar ima v očeh uporabnikov neke dobre temelje, visoko kakovost, ki v bistvu je danes trg tudi, jaz mislim, da že nujno zahteva. No, če gremo na naslednjo stvar, je sam vir prihodkov. V piramidalnih sistemih lahko dejansko zaslužite samo od tega, koliko ljudi v bistvu včlanite. Druga možnega vira prihodkov ni, medtem ko v share marketingu vi dejansko lahko zaslužite tudi, če se ukvarjate samo za prodajo izdelkov. Torej, ne rabite dejansko graditi mreže, ne rabite včlanjevati. Je pa res, da če boste delali na tako imenovani širini, se pravi, da boste se ukvarjali samo s prodajo, pomeni, da boste dobivali v bistvu zaslužek ves ta čas, dokler boste vi aktivni. Če boste pač prenehali delati, tisto, kar bo ta širina vaše mreže še v nadaljevanju delala, boste nekaj dobili. Ampak zato vedno poudarjamo za vse tiste, ki želite imeti neko stabilnost, ki si želite pač pasivnih prihodkov, da se vedno dela tudi globina, se pravi, da poiščete ljudi, ki jih to zanima, ki imajo podobno vizijo, vrednote kot vi, jih naučite, se pravi proces multiplikacije, da potem delajo to, kar v osnovi pač delate vi in s tem seveda sami veste, da tim naredi bistveno več, kot lahko naredi en sam posameznik. Potem je še ena stvar, kar se tiče izobraževanja. V piramidalnih sistemih izobraževanja ne obstaja, torej ni nekih seminarjev, delavnic, tečajev, medtem ko jaz mislim, da vsi zelo dobro veste, v share marketingu obstaja veliko enih izobraževanj, od tega, da organiziramo treninge proizvodov, se pravi, da se izobražujemo o samih učinkovinah, o tem, kako si pomagamo pri določenih zdravstvenih težavah, kako krepimo naše zdravje, da delamo na osebni rasti, da izpopolnjujemo naše veščine, bodisi so to, komunikacijske ali pa kakšne druge, veste, da imamo tudi svojo lastno akademijo. Skratka, izobraževanje je eden od pomembnih vidikov mrežnega marketinga in je tudi v delni meri tisti, ki pogojuje uspešnost, se pravi to, kako uspešni navsezadnje bomo v sami mreži. Potem pristop vključevanja, jaz verjamem, da večina od vas je sigurno že srečala vsaj s kakšnim od podobnih primerov, ko vas je nekdo dobesedno posiljeval in na nek bolj tak agresiven način novačil pa vabil, da se priključite čemu. Meni je ravno zato Kalevita zelo všeč, ker se dejansko nikogar v nič ne sili. In to tudi vam polagam na srce, imejte nek mehek pristop in delajte to samo, če si srčno želite ljudem pomagati. V nasprotnem primeru jaz mislim, da to ni ta prav posel za vas. V Kaleviti želimo krepiti in vzgajati te lepe vrednote, pomoč drugim, to, da ljudem pomagamo do boljšega zdravja, do višje kakovosti življenja in nekdo, ki pač ni sposoben tega iskreno delati, iskreno deliti in prenašati potem tudi na druge, mislim, da se je potem znašel pač v napačni panogi. Kratka, po drugi strani, za vse, ki jih mi vključujemo v našo mrežo, to delamo na njihovi prostovoljni osnovi, torej
želimo, da se ljudje vključijo zato, ker sami prepoznajo koristi. Ne samo to, da imajo, ne vem, 25% popust kot člani, pa druge ugodnosti, brezplačna zdravniška svetovanja, druženja in tako naprej. Skratka, gre za neko podporno skupnost, ne pa za to, da na nek vsiljiv in agresiven način nekoga v bistvu vlečemo, po domače povedano, k sebi. No, na vse zadnje se piramidalni sistemi in pa mrežni marketing razlikujejo tudi od samega razloga vključevanja. Kot sem že prej povedala, v piramidalnih sistemih je to predvsem zaslužek od včlanjevanja, medtem ko je naš cilj v mrežnem marketingu oziroma v share marketingu predvsem to, da si zgradimo neko stabilno mrežo zadovoljnih kupcev. Če se vrnemo nazaj na tisti prvi slajd, ki smo ga imeli prej, se verjetno spomnite, da je naš cilj v bistvu to, da zadovoljimo želje in pa potrebe ljudi. To je v bistvu osnova marketinga in to konec koncev si tudi mi v Kaliviti želimo. In na dolgi rok lahko vedno poslujemo samo, če imamo okrog sebe zadovoljne uporabnike, se pravi, ta mreža so ljudje, ki so tako ali pa drugače v bistvu z nami povezani. Zdaj se pa slišimo, pa imamo mogoče malo časa. Jaz sem probala tako čim hitreje, da ne bomo predolgi še v tem drugem delu, ker smo v tistih zadnjih anketah sodeč dobili tudi to, da je pomembno, da ne smejo biti predolgi. Sicer se ni večinoma se nekako rekli, da ne ocenjujete, da bi bila naša srečanja predolga, ampak jaz mislim, da se probamo pač nekako držati teh naših urnikov. Dajte mi povedati, kaj je tisto najbolj pogosto, kaj ste največkrat slišali v tem, ko ste pač nekomu želeli opisati, kaj je Kalivita, oziroma ko ste probali tudi to poslovno plat nekomu naprej. Se pravi, ne, da ste mu ponujali samo izdelke, ampak da ste mu želeli predstaviti tudi kot nek dodaten možen vir zaslužka. Povejte mi, kaj je bilo tisto, kar ste se največkrat srečali, kje so bile tiste prepreke, argumenti, pa se bomo pač malo pogovorili. Verjetno boste zdaj od tega, kar sem vam povedala, tudi lažje sami argumentirali, ampak vseeno se mogoče lahko pogovorimo o teh naših izkušnjah. Pa. Kdo bo prvi? Mirsad, si hotel nekaj povedati? Ne? Ti nimaš nobenih težav. Ma imam, kako nimam? Imam težavo zaradi nejev. No. Ne zanimam in tako naprej. Ja. Imam vsi te težave, nisem edini. Ok, vse to, da dobimo mnenje, praktično nič narobe. Tudi zadnjič smo pač povedali, da ni naš cilj to, da mi prepričujemo tiste, ki imajo drugačna stališča, sploh verjamem, da velikokrat so te neji tudi zato, ker ne poznajo. Ne poznajo izdelkov, ne poznajo poslovnega sistema, imajo mogoče neke slabe izkušnje, mi moramo vedno dobiti neko povratno informacijo, zakaj pravzaprav pač nam nekdo reče ne. Ampak mi moramo to čisto lepo kulturno sprejeti, reči, ok, v redu, razumem, nič ni narobe, lej. Jaz sem ti sam pač povedal, kaj si jaz mislim, jaz sem ti želel dobro, vem, da to pomaga, imam pozitivne izkušnje, ali pa ne vem, poznam poslovni model, vem, da je pošten, da lahko obrodi sadove, pač toliko pa toliko ljudi normalno živi od tega. Skratka, pač neke argumente vedno imamo, ampak ne posiljujemo, ker mogoče je samo nek neprav trenutek in določeni ljudje lahko v tistem momentu še niso pripravljeni na to, da bi lahko to razumeli. Tako da jim v takem primeru pač sprejmemo ta njihov ne in damo čas. Lahko je ne tudi zaradi naše neustrezne komunikacije. Moramo pač potem vedno zanalizirati stvar, zakaj smo dobili ta ne. A je ta ne zaradi nekih pač predsotkov, zaradi nekih percepcij, stališč, ki jih ima nekdo, ali smo mogoče konec koncev tudi mi sami krivi, pa nismo na ustrezen način prezentirali. Tudi ljudje so različni. To, kar smo zadnjič povedali, če se spomnite, vsakemu posamezniku se moramo v osnovi prilagoditi z našim načinom komunikacije, kar pomeni, da moramo vedno najprej vključiti naša ušesa, preden spregovorimo. Zato imamo tudi dvoje ušes, pa samo ena usta. Probimo detektirati iz tistega, kar nam nekdo pove, kaj je tisto, kar potrebuje. Ker če bomo znali ljudem dobro prisluhniti in bomo znali tudi potem pomagati. Ker jaz sem prepričana, da ste vsi, ki ste zdaj pač prisotni, sposobni prepoznati, da imate te veščine, ali kako naj temu rečem, da boste vedeli, kako nekomu potem naprej pomagati. Sam, če morate priti do te faze, da vam nekdo sploh to pove.
kaj pač potrebuje. Ker pomeni, da moramo včasih znati na prav način postavljati vprašanja, pa mu dati tudi čas sogovorniku, da ti pove. Tako da mersati v bistvu ne smemo nikoli imeti kot neko slabo stvar. Na koncu iščemo ljudi, ki si želijo naše pomoči. Ali v obliki pač izdelkov, ali pa tudi v obliki finančne injekcije, če lahko tako rečem. Tako da velikokrat mogoče ne smemo zgubljati preveč energije pa časa z nekom, ki res takoj reče ne. Imamo tudi tako, to se bomo potem tudi na akademiji naprej učili, ker so ljudje različno. Eni so čist hladni, eni so tam nekje mlačni, eni so pa topli, pa takoj zainteresirani. In vedno mora biti ta način komunikacije prilagojen posameznim tipom ljudi. In pomemben je to, da znamo v prvi fazi ljudem pač prisluhniti, ker jim bomo potem na koncu znali svetovati, a ne? Kaj so še tiste prepreke, ki jih največkrat najdete? Kar pogumno. Ker jaz sem prepričana, da si vsak od vas v osnovi želi imeti neko svojo mrežo, zato ker poznam vas, vas zdaj gledam, točno vem, da ste to srčni ljudje, da imate sami krasne izkušnje in da želite tudi pomagati drugim, pa vem, da vas tudi zaboli, ko dobite nek ne. Takrat, ko v bistvu hočete pomagati. A je res? Saj nobenemu to ni prijetno. Kaj največkrat tisto pač, kar slišite? Jaz bi vam zdaj sam rada pomagala te ugovore premagovati. Ljudje mogoče največkrat zamenjujejo ravno ta share marketing z nekimi piramidami. Mogoče je še vseeno dosti mlade vse te potegavščine, ki so bile z te strani narejene in se enostavno ljudje, ne vem, tega bojijo. Po drugi strani pa na nek način se mi zdi še vedno dosti zaupajo v ta, če imam neko službo, se imam minimalno plačo, ampak vsaj plača je. Na nek način, na ta način razmišljajo, raje imam malo pa ziher, kot da bi mogoče nekaj tvegal pa šel malo izven svojih okvirjev. Pa mogoče se tudi vstrašijo, veš kaj, jaz nisem zato, da bom zdaj nekoga posiljeval, pa te stvari prodajal pa predstavljal, ne. Tako da mogoče tako, kot je, ne vem, nam na nek način v trenutku, ko veš, da bi lahko nekomu pomagal, pa mogoče ne najdeš pravih besed ali pa tak, ne, se potem mogoče ljudje tudi tega malo ustrašijo, na kak način pristopati do ljudi, da nimamo tega, enostavno teh veščin komunikacijskih, tega pristopa, tukaj pač jaz pri sebi, tukaj najbolj vidim, kaj mi manjka, no. Velikokrat se mi zdi tako, da neka nesamozavest ali pa nesigurnost, recimo, se refleksira tudi na načinu komunikacije. In če mi mogoče v nekaj 100% ne verjamemo, se moramo tudi sami najprej vprašati, zakaj recimo prihaja do kančka dvoma. Je zato, ker nekaj ne poznamo dosti dobro, ali zato, ker še mi nismo v tem uspeli se vprašati, da smo konec koncev sploh naredili dovolj, ker velikokrat je tudi to, da nismo, to si je težko priznati, ampak ker sami nismo dovolj aktivni, po domač povedam, pač ne dvignemo riti, pa nekaj konkretnega ne naredimo. In tako je, če pač, ne vem, ne boš vzel telefona v roko, ne boš pač nekoga poklical, če ne boš nekomu nekaj predstavil, potem tudi noben konec koncev ne bo zvedel za to, ne. Problem pa je ponavadi v nas samih, ne. Mi bomo imeli konec koncev te akademije, kjer se bomo tudi učili teh veščin, na kakšen način komunicirati. Ampak veste, eno je to, ko se mi teoretično učimo, drugo moramo pa potem zadevo tudi v prakso prenesti. Jaz mislim, da tukaj velikokrat tako, da imajo prednost ljudje, ki so sposobni se nekako, tiste empatije, ki so se sposobni v bistvu uživeti v vlogo druge osebe, zato da začutijo, ne, sogovornika in kaj je tisto, kar nekdo dejansko potrebuje. Ker če smo mi to sposobni in iskreno potem želimo nekomu pomagati, a veste, da tak človek je neverjetno hvaležen za to. Jaz sem prepričana, ker vem, koliko od vas je hvaležnih za to, ker ste danes pač pri boljšega zdravja se dobro počutite, pa se prej niste. In predstavljajte si, kako je, da to dobro izkušnjo prenesete še na druge ljudi. Vsak človek, ki je kolikor toliko pač pošten, vam bo to priznal pa rekel, hvala ti, ne, pomagal si mi.
In samo do tega je pač treba priti. Ta proces pa velikrat ni enostaven. Se mi zdi, da moramo tukaj pač biti sami toliko odrasli, pa nekako sprejeti tudi vse te zavrnitve in tudi odgovornost za to, pač zakaj je tak odgovor. Ni pa absolutno nič narobe, ker niso vsi ljudje za to. In tudi nekako moramo tukaj v bistvu sami pri sebi se s tem sprijazniti. Čeprav večina ljudi, jaz verjamem, da mislijo, da gre tukaj za prodajo, ampak moje mišljenje osebno pa je, da Kalivita ni prodaja. Saj jaz jo še zdaleč ne gledam tako. Moj sistem delovanja je izključno tak, da probam pri ljudeh, da jim poskušam pač pomagati. Ker verjemite, da ko jim prisluhnete, sigurno ima vsak 1001 težavo. In če jih ti dobro poslušaš in če jim pač probaš potem pomagati, ljudje so hvaležni in ljudje potem zaradi teh stvari tudi ostajajo povezani s tabo, pač v tej skupnosti zaupajo in to je tista osnova, pri kateri lahko pač delamo tudi na dolgi rok. Živjo! Vidim, da ima Monika še ene mlajše pomagače zraven. Ok, dajte kar pogumno, da ne bom sam jaz govorila, no. Mojca, izvoli. Ja, pozdravljena. Jaz bi tudi izpostavila, tako kot si rekla, da v prvi vrsti je neka tista srčna miselnost, da nekomu pomagaš. Šele potem iz tega sledi dejansko prodaja, da če nimaš fokusa na to, da nekaj prodaš, ampak da pomagaš, je čist druga energija, ki jo potem nekje od sebe oddajaš. In če najdemo takšnega človeka, s katerim lahko sodeluješ, je to po mojem tak en predpogoj. Druga stvar pa je, da tudi razume, da je treba v to vložiti čas. Čas, da sebe izobrazimo, da se spoznamo z vsemi, se pravi, z Kalivito, z načinom in vsem. Dejansko ne gre iz danes na jutri. In se mi zdi, da je problem pri mladih, mlajših od nas, da želijo zelo na hitro priti do rezultatov, do zaslužka, recimo tako, dostikrat je vprašanje, ok, koliko moram prodati, da bom zaslužil toliko in toliko. To je tako eno klasično vprašanje mladih ljudi, Se mi zdi, da nekako ne razumejo, da to postopoma stvari rastejo, sami se gradimo skozi to in potem je tudi nagrada temu primerna. To se mi zdi nekako najbolj, da ta mladi bi kar takoj, koliko moram dati, koliko bom dobil, tako kar na grobom predvsem. Niso delali. Ja, jaz mislim, da je tukaj pač problem vrednot, to je že druga miselnost. Nažalost, pri večini mlajših, saj to, kakor jaz opažam, je tudi to, da so navajeni, da že vse dobijo večinoma na pladnju. In če nekdo vse dobi, tudi ni navajen nekaj narediti in na to počaka, da bo nekaj dobil. Tako da Mojca, hvala, dobro si to izpostavila, definitivno je to res. Se mi zdi, da v takem primeru je treba tudi ljudem razložiti, da tukaj ne gre za klasično prodajo, ker mrežni marketing ima ravno to svoj čar, da ko ti enkrat postaviš mrežo, žanješ pač pasivne prihodke. To je pa velika prednost, ki je pač v klasični prodaji ni, ker v klasični prodaji boš ti v bistvu dobival, dokler boš sam aktiven. Zato tudi sem prej omenila, ni smiselno, da se dela samo prva linija, se pravi, da se dela samo širina, ampak da je vedno pač pametno imeti vsaj še, ne vem, tri veje v globino, to, da multipliciramo v bistvu naše delo, naše znanje in vse to potem prenašamo na nekoga, ki ga tudi zanima. Normalno se ne bomo ukvarjali, ne bomo vlagali svojega časa in energije in prenašali konec koncev znanje in vseh teh veščin na nekoga, ki nima teh ambicij, nima teh želja. Tako da zadnjič, če se spomnite, ko smo se pogovarjali v bistvu, kako preseliti posel mrežnega marketinga na splet, smo tudi povedali konec koncev, da je naš cilj to, da probamo sicer preko, takrat je bil drug poudarek, preko socialnih omrežij detektirati tiste ljudi, ki jih dejansko to zanima. Se pravi, da iščemo bodisi ljudi, ki
potrebujejo naše izdelke. Velikokrat je tudi tako, da jih marsikdo potrebuje, pa tega še ne ve, ne? Mu je treba to ozavestiti in mu pač pravilno predstaviti. Sploh pri mlajših ljudeh je to velika težava, ker dokler nekaj ne pride zelo hudo narobe, ne začne razmišljati o tem, kako pomembno je naše zdravje. Mogoče razmišljajo o tem, da je treba investirati v zdravje tisti, ki so že imeli kakšne težave, ali pa recimo bodoče mamice, ko razmišljajo tudi o tem, kaj bojo naredile za svojega bodočega otroka. Mogoče športniki, ki imajo povečane potrebe, se pravi, eni določeni segmenti ljudi, medtem ko vsi ostali pa nekako ponavadi se mi zdi, da ne razmišljajo v tej smeri, koliko pomembna je preventiva in koliko pomembno je to, kar vlagamo, v bistvu ta naša hiša, to je edini prostor, kjer bomo mogli celo življenje živeti, nam je pa konec koncev bolj pomemben to, kakšen avto vozimo ali pa kakšno stanovanje imamo, pa neki statusni simboli na nas, da bi že danes ozavestili to, da je ta naša hiša tisto, kar je pač najbolj pomemben in kar bo definitivno vsem nam dal in povrnil najboljše obresti. Vse se mi zdi, da se miselnost pa ta mentaliteta počasi tudi popravlja na tem nivoju, ampak to predvsem pri tistih ljudeh, ki so dovolj izobraženi, da to prepoznajo. Kar so pa spet določene skupine, ampak naš cilj je pa to v bistvu, da probamo detektirati te skupine, ki jih to zanima. Ne, ki razmišljajo podobno, ker konec koncev tudi mi ustvarjamo neko skupnost podobno mislečih ljudi. Andrej, izvoli. Jaz danes absolutno nisem v situaciji, da bi se vključeval v to, ker sem pač z mislimi čisto drugje, ampak ena stvar pa lahko dodam. Prosim. En moj prijatelj, en dober, res vrhunski mrežni marketing človek, je rekel tole, predno ne veš, zakaj bi nekaj počel, je vse ostalo brez veze. To pomeni, da izhodišče, ko se z nekom pogovarjaš, ni nič drugega, postaviš ga v situacijo in mu pokažeš možnost in ga vprašaš, zakaj, če bi imel možnost, zakaj bi ti to počel. In kaj bi od tega pričakoval, kaj si želiš in dajva raziskati, kaj lahko od tega uresničiva. To je nekako prvi korak. Od tega potem vidiš, koliko je ura. Druga stvar je pa, ki je mogoče še bolj pomembna, je pa mi imamo v mislih vedno neke ljudi, s katerim bi radi delali, ne? Vendar je vprašanje, ali je to njihov pravi čas, pravi trenutek, ali so dejansko zainteresirani za to. Odgovor je v 80% ali več ne. Zaradi tega tudi te neje dobivamo, ne. Ampak nekaj pa je 100%. Vsak tak človek pozna vsaj enega v svojem življenju, ki bi mu pa to prišlo prav. In skušaj priti pač do tistega, komu bi pa ti, recimo, če bi hotel res eno dobro delo narediti, komu bi pa ti pomagal na tak način. Zapomnite si, pa ga vprašajte, pa bi me ti spoznal s tem človekom, ali greva skupaj, ali pa mogoče sam, da mu jaz to predstavim, pa se pogovorim z njim, mogoče mu pa lahko pomagam. Tega je ogromno. Jaz pripravljam nekaj, mislim, že dolgo časa pripravljam, ali pa se pripravljam, da se bom pripravljal, da bi te stvari napisal in jih naredil in mogoče tudi v obliki nekih videov, recimo tipo ala Zoom, kjer lahko posnameš samega sebe, pa jih daš potem na YouTube, tako da lahko namesto, da to razlagaš, rečeš človeku, poslušaj, glej, kolega je nekaj tazga pripravil, poglej si, me zanima, ali se vidiš v tem, ali kakšna stvar, ki bi ti lahko koristila, so o tem pomenila. Sem s tem kaj pomagal komu. Jaz mislim, da se še ne zavedajo dovolj, ampak ko boš dovolj pripravljen, da boš to pripravil, bi bilo mogoče smiselno, da tudi to deliš z nami, takrat, ko boš, kot praviš, v boljšem elementu, no. Definitivno se pa strinjam, res si lepo to izpostavil, ta zakaj. Prvo je treba odkriti in pri sebi
in pri drugih, ne, se pravi, da se vsak vpraša, kaj je moj, zakaj. Pa drug segment, ki si ga omenil, vsak ima spet svojo mrežo ljudi, ki jih pozna in s katerimi se lahko tudi, če sam ni pripravljen v tem trenutku, v bistvu razširi naš krog. Je pa res, se mi zdi velik izziv, bi te pa sam tukaj vprašala, kako bi pa potem ti recimo nekdo, ki ti že reče ne, se ti zdi, da je pripravljen dati potem kontakte od svojih znancev. Mene ne boš prepričal, če meni nekaj ni in da jaz v tem trenutku ne bom, ne boš dobil od mene tudi enega kontakta, ne. Ker bi se jaz počutila, da ne želim potem drugim nakopati isto, kar meni ni všeč, če me zastopiš. Pa to je zdaj samo konstruktivna diskusija. Razumem. Tega je ogromno. Vse te stvari so razdelane v 50 letih, kar je mrežni marketing, je to na 100 različnih mestih razdelano. Zdaj jaz pač nisem šel za tem, da bi se v to poglabljal, pa globlje spuščal, ampak ena od stvari je sigurno, da ko eden ti reče ne, pa ga in vprašaš, me zanima, zakaj, odkot je ta ne, kaj pravzaprav, na čem ta tvoj ne temelji, ne, kaj ima slabe izkušnje, pač razgovor, ne. Druga stvar je pa, da poveš, recimo glede na to, da imaš ti tako mnenje, s tem ni rečen, da drugi tako razmišljajo kot ti, ne. In zaradi tega, ker pač ti tako razmišljaš, zaradi tega marsikdo, ki bi mu to, kako prav prišla ta informacija, ne bo prišel do nje, ne. Saj vsak ima pravico reči ne. Gre samo za to, da se to posreduje naprej. Bravo. Poveš svojo, recimo moja zgodba je pač taka, 20 in toliko let sem že tukaj zraven, videl sem že praktično vse, kar se da videti, pa še več, in vem, kaj govorim, in zato mi ni težko, tudi če mi ti rečeš ne. Me pa boli, ker tako kategorično nastopaš, ne samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu vseh ostalih, ki bi od tega lahko imeli korist. No, tukaj si dal zdaj en krasen argument, to sem v bistvu tudi hotela od tebe ven izvleči, kljub temu, da sem tako strogo nastopila, ampak dejstvo je, da hotela sem tudi jaz to povedati, ker je zdaj res Andrej zelo lepo izpostavil, kako mi velikokrat stereotipiziramo stvari in tudi predpostavljamo, da nekdo recimo, da za nekoga pa to ni. In na koncu veste, kaj se bo zgodilo. Mi razmišljamo recimo, da poznamo, kaj s tem, enega zelo uspešnega podjetnika, ki veste, da je zelo zaseden, da ima ful enih projektov, da že dobro služi in avtomatično mislimo, vse to pa ne bo za njega. In veste, kaj se zgodi? Glih tak človek bo lahko nazadnje prej razumel in ga bo stvar prej zanimala kot nekoga, ki pa je, ne vem, recimo se zdaj znašel v neki finančni stiski, pa bi krvavo potreboval denar. Tako da dejstvo je, da ne smemo razmišljati vedno vnaprej in predpostavljati, da nekaj za nekoga je ali pa nekaj za nekoga ni. In vedno spraševati, tako kot je Andrej tudi rekel. Kar izvoli, Andrej, si še vedno vklopljen diskusija. Ena stvar, te moji učitelji pravijo, ne hodi okrog ljudi, ki v življenju niso ničesar pokazali. Zaradi tega, ker tisti, ki ni dal nič od sebe, ki nima kaj pokazati, ki nima nobenega interesa, ki ga zanimajo samo, kot se reče, iz rok v usta, tak človek v poslu ne bo naredil nič. Posel vizionarjev, moraš imeti vizijo, moraš imeti željo, moraš imeti, kako bi rekel, empatijo, ljubezen do drugih ljudi. Ne vem, težko se zdaj spravim v to. Mislim, da sem tole, kar sem povedal. Vse bo še dosti priložnosti. Jaz razmišljam eno stvar, ki sem jo že dolgo časa imel na srcu. Mi smo, večina teh, kar nas je v bistvu, ki smo
od vsega začetka praktično priključeni in sodelovali z Kalivito, smo se močno postarali. Ne. Prav tako se je močno postarala naša ekipa, nekaterih tudi ni več med nami. Ne. Nekateri so toliko stari, da v bistvu niso več fizično, ne psihično, nekateri niti mentalno sposobni biti z nami. Ne. Ampak za nami prihaja generacija 50-letnikov, 40-letnikov, ne, mislim, po letih, pa tudi še 60-letnikov, ki bi jim recimo tudi 50 evrov ali pa 100 evrov na mesec dodatnega denarja prišlo še kako prav. S tem, da v bistvu ni treba, ne vem kakega dela, ker za 50 evrov ali pa 100 evrov zaslužiti nekje kot natakar ali kot nekje, da moš eno delo opraviti, moš prekleto dvigati, da ne rečem kaj. Ne. V našem poslu tega ni treba. Lahko samo z dobro besedo in z dobrim srcem, odprtim srcem to dosežeš. Se strinjate s tem? Vse. Ima kdo kakšno repliko? Mislim, da so vsi Stvar je v tem, da mi moramo, saj jaz gledam tako, iščem pač ljudi, ki jim povem, kakšna je situacija. Povem, da pač je škoda, da se dela res grda škoda, da toliko in toliko ljudi ne ve za to. Recimo, če gledamo realno, v Kaliviti zdajle v naši slovenski je koliko? 2000-3000 ljudi. Ne? Ja, recimo. To je od 2 milijonov koliko? Aktivnih članov, ne? Pač. Aktivnih članov, ne. Bilo jih je, recimo, če bi vseh od vsega začetka, je bilo koliko je, 20-25 tisoč, ne. Bilo jih je dosti, ne. Ampak še zmeri, če se postavite na cesto, na vogal pa vprašate, gospa, samo eno vprašanje, kaj vam pomeni beseda Kalivita? Dajte enkrat to narediti, 100 ljudi vprašajte, boste dobili odgovor na vsa svoja vprašanja. Recimo z Denko Rakarjeva se midva velikokrat pogovarjava o tem, ne. Dejstvo je, ona ima nekaj zelo, zelo prav, ne. Jaz pač nikoli nisem šel v gradnjo neke velike mreže, ampak sem bil vedno pripravljen vsakomur, ki je želel in hotel karkoli od tistega, kar vem, ne, ker pač imel sem pač to možnost, da sem imel dostop do teh ljudi, ki te stvari res obvladajo ne samo v 0, v 3-0, da sem se od njih naučil. Pač sem tak človek, me veseli to, se rad učim, nisem pa praktik, ne. Tudi nekako nisem našel izziva v tem, da bi to šel in delal neko veliko mrežo, veliko skupino, ne. Ampak s tem ni rečeno, da vam, ki to želite narediti, da se nisem pripravljen z vami usesti, pa vam prenesti in posredovati znanje, recimo po posameznih predalčkih, do te mere, da boste res lahko vrhunski. To je ena stvar. Druga stvar, ki me je v bistvu ovirala, v bistvu, da nisem zaživel to, je pa to, da vsak od nas vlada nekaj v 0. En majhen segment, ampak mu manjkajo druge stvari. In sem rekel, dajmo se enkrat dobiti skupaj, pa dajmo tiste stvari, ki jih vsak zna najboljše zapisati, pa iz tega narediti nekaj, da bomo vsi prišli do te informacije, pa se pogovoriti o tem. Ker mi smo sami sebi, en drugemu smo zaklad. Samo nismo povezani. Premalo smo povezani, premalo smo, saj, no dobro, verjetno bo kdo rekel, da ni res, tudi to vzamem na srce, ker jaz sem pač res zelo odmaknjen, posebno zadnje leta. Ampak vseeno,
verjamem, da recimo se da take stvari prijetno s koristnim, recimo na takih dvodnevnih srečanjih, recimo, se da te stvari zelo, zelo prijazno in koristno obdelati. Ne vem, razmislite. Vsak ima svojo pobudo, vsak ima svoje misli, vsak ima svojo vizijo, kako bi lahko prispeval sam svoj kamenček, pa kako bi ga ostali lahko dodali. Se vam zdi to prav? Absolutno, jaz mislim, da se lahko vsi, vsak se lahko od nekoga drugega nekaj nauči. Ne? Glejte, jaz včasih, recimo, vsi poznate Jožico Vatovec, ne? Torej, ta ženska bi bila lahko milijonarka, super milijonarka. Ona ima tak fenomenalen način pristopa do ljudi, jih zmotivirati, vse, nažalost, pol v naslednjih korakih to, koliko je naredila, tudi podre, ne, za sabo. Ampak zame je še zmeraj ona, recimo, en velik učitelj lahko, ravno v tem segmentu, ki ga pa obvlada, mislim, boljše kot kjerkoli od nas. In vsak od vas, tudi jaz, vsak od nas ima nekaj, kar znamo res dobro. Ne? Pa če ne drugega, da obvlada računalniški pristop ali karkoli, ali te sodobne tehnike Zooma, kako na YouTube dati stvari, kako pripraviti take in drugačne stvari. To bi morali več timskega duha, bi človek pričakoval od vseh nas. Jaz sem bil v zadnjih 3 mesecih 2-krat že na tem, da se poslovim z tega sveta. In sem se zamislil, pošast, koncem konca te bo odneslo, pa nisi nič za sabo pustil. Ne? Vse tisto, kar si dal, vlagal vase, bo šlo tako v prah in pepel, tako kaj pa šlo. Zato tukaj v bistvu ponujam roko vsem tistim, ki ste pripravljeni, ki mislite, da lahko od tega kaj koristnega potegnete zase in za nadaljni razvoj posla in kalivite kot take. In te ideje, ki ni samo trženje in to, ampak predvsem sodelovanje, nadgrajevanje in tako naprej, da sem tukaj, sem na razpolago. Ok, zdaj bom dala pa jaz eno nalogo vsem, ker si mi Andrej dal dobro idejo. Naj mi do naslednjič vsak napiše eno področje, na katerem je res zelo dober, pa o čemer bi pač lahko tudi drugim pomagal. Torej, prepričana sem, da ima vsak od vas neko veščino, pa naj mi napiše zato, da bom imela zbrano za vsakega od vas, ki se ukvarjate tudi s poslom, kaj je tisto, kar bi lahko delili z drugimi, da bomo ukrepili ta naš tip. Pa jaz bi dodal še to, da po drugi strani pa lahko doda, kje se pa čuti popolnoma šibkega in kaj bi mu... Kaj potrebuje, tako, kje bi se želel še razvijati. Recimo, kje so tiste stvari, ki bi jih rad najprej pridobil in se naučil. Ne? In na osnovi tega lahko naredimo eno svojo lastno, ne akademijo, akademija ima tak zelo tehnično-filozofski izraz, ampak delavnice male. To je to, o čemer govori share marketing, ne? Ja, pač šeraš, deliš svoje izkušnje z drugimi in istočasno prevzemaš njihove in jih vgrajuješ v svoj osebni repertoar. Andrej, jaz mislim, da se zdaj vsi strinjamo, da je to super ideja in hvala za to tvojo plemenito pobudo. Bomo probali pač spraviti v prakso, da ne bomo ostali samo pri teoriji. Jaz mislim, da se od tebe in tudi vsi, se pravi, eno drugega lahko ogromno naučimo, pa dajmo to v prakso spraviti. Zdaj pa, ko ima glih Mersel že nekaj časa... Še nekaj, samo da na stvar pa končam. Povej. Zoom, tak način komuniciranja, kot je zdajle, ne? Kjer je vsak lahko doma v copatah, v pidžami, ki ima lahko šalca čaja zraven, nikamor mu ni treba na cesto divjati,
je idealen. Mi se lahko tle pomenimo marsikaj, pa vsak lahko gre, kadar ga je volja, gre stran, pa si misli, veš, pusti me pri miru, ali pa se priključi, kadar ga je volja, ali pa pove, rad bi pa to, nehajte nakladati, nemo to, pa to. Ne. Mislim, ta tehnologija, ki je danes se je izkazala zdaj, posebno v tem obdobju teh 3 mesecev, glejte, kdo vse je se s tem na tak način komuniciral, pa dajmo to izkoristiti. Strinjam. Okay. Dajte pokazati, dvigante roke vsi tisti, ki bi bili za to, da imamo recimo pač take diskusije oziroma da si na tak način tudi izmenjujemo naša znanja, izkušnje, da se motiviramo med sabo, da si predamo tisto, kjer smo močni, pa po drugi strani črpamo tam, kjer nismo. Jaz sem za. Še kdo? No, jaz mislim, da bi lahko iz tega naredili neke take mesečne sestanke, pa bomo pač naprej. To je ena velika, majhna zmaga. Ja, se strinjam. Zdaj pa deva, Andrej, sam toliko preden ti bom še dala besedo. Jaz sem končal. Ne, Mirsa hoče na vsak način, se mogoče hoče tebe, ki vprašati, sam ga morava dati do besede, evo. Mirsa, ti izvoli. Imam en predlog. Ja? Jaz gospodom Andreju sva klasiče, že 20 let sva skupaj do tem. In jaz njega zelo cenim, njegova pamet je ogromna in veliko znanja ima. In predlagam, gospod Avčin, da ne bi vi umrli pa odnesli to svoje znanje v grob, pa vas prosim, napišite eno knjigo, tole v sklopu Kalivite, da se ta knjiga izda, pa za eno simbolično ceno mi to da kupimo in da imamo to. To je škoda vas je, da za vami ne ostane nič, ker res imate ogromno znanja, ogromno izkušenj in nam dajte, prosim, to podarite. Mi bomo tudi ostali dali nekaj, kar znamo in tako naprej. To je moj predlog. Glejte, jaz vse, kar sem se naučil, vse, kar znam, sem nekje prebral, mi je nekdo nekaj povedal, torej nič ni mojega. Jaz sem samo vse te stvari nekje v svoji glavi, v svoji duši, v svojem srcu združil v eno, kako bi rekel, v eno celoto. In to se da napisati. Ne. Je pa tega ogromno, tako da bi bilo treba napisati za osnovno šolo, pa za srednjo šolo, pa za višjo šolo, in tako za različne nivoje. Ne. In ideja je dobra, moram se usesti sam s sabo, pa najdeti motiv, zakaj bi to naredil. Res, škoda je, da to ne dobimo. Ne vem, da je škoda. Človek živi in po smrti. Vi boste živeli z nami po smrti, z ostalimi. Razumete? Za naslednjih 20 let, 40 let. Poglejte, da je to res. En možakar imenuje se Jim Rohn, zapišite si. Na YouTube pa vpišite noter Jim Rohn. Če samo njega poslušate, nažalost je pač Amerikanc, ampak boste videli, kaj pomeni znanje. On je že zdaj 7., 8. leto pokojni, ampak še vedno živi in še vedno uči. In jaz sem se od njega toliko stvari naučil, da če ne drugega, kadar sem slabe volje, ga poslušam in se zasije sonce. Ja, samo mi, ker ne znamo angleško, za nas je to velika matematika. Ne, rekel sem, ker ne znamo angleško, za nas je to problem, da poslušamo tiste. Sej to je to. Gledajte, jaz imam pač to srečo, da angleško znam boljše od slovenščine in da si vse zapiske in vse delam v angleščini. Super. Ker slovenščina je sicer lep jezik, ampak predolgo je treba določene stvari pisati, ker nimamo dovolj izrazov za določene stvari. Tako da nekaj bomo naredili iz tega. Hvala. Pričakujemo. Ja, ne obljubim pa, da bo to danes, jutri. Je pa nekaj, kar je fajn zaradi tega, ker mi bo to dalo ne smeš še prej jeti, ker moraš to narediti.
Tako je. Okay, Andrej, Točno to. dobil si zelo pomembno nalogo, tako da zdaj ti to prežveč, kako se boš Okej, tega okej. lotil. Ne, to od srca govorim, gospod Andrej. Res, ko spoštujem, Ja. že leta in leta, pameti imaš Glejte, ogromno. Iz znanja, da ste se naučili tega, vse. Super ste. Dobro, ima še kdo kakšno vprašanje? Vezano na današnjo temo. Nekaj epilogov smo, se pravi, nalogo imate tisto, kar napišite meni, kaj bi vas zanimalo za naslednje pač to vrstne diskusije, kje se vam zdi, da ste zelo močni in če se vam primanjkuje, zato da tudi vidimo potem, na katerih področjih si lahko za tiste, ki vas to zanima, izmenjujemo izkušnje. Se vam je zdaj to razumljivo? Ste razumeli to, kar sem vam povedala, vam bo to kaj pomagalo, da boste znali recimo komu povedati, v čem je razlika, da boste znali lažje argumentirati, no? Zagotovo. Ja. Super. Še kakšno vprašanje? Mogoče bi zaključil celo to stvar z eno mislijo enega ameriškega pesnika in filozofa Ralph Walda Emersona, ki je rekel, pravi, eno najlepših spoznanj v življenju je, da absolutno nemogoče pomagati nekomu, ne da bi s tem pomagal tudi sebi. In enkrat, ko boste to spoznali, potem ne boste več razmišljali, koliko boste zaslužili, kaj boste imeli od tega. Ko se boste res koncentrirali na druge ljudi, kako drugim pomagati, vse vam bo prišlo nazaj. Nažalost, edina slaba stran tega je, da to deluje v pozitivnem in v negativnem smislu. To pomeni tudi, če si slab in slabe stvari delaš, ravno tako kasiraš nazaj. Zakon setve in žetve pravi, da to, kar seješ, ne žanješ, ampak če žanješ vrečo pšenice, ponavadi seješ, žanješ veliko vreč pšenice. To pomeni, da če seješ dobro, dobiš bistveno več dobrega in če seješ slabo, bistveno več slabega. No, zato bomo pa pač pri nas sejali same dobre in pozitivne stvari. A ne? Mislim, da to že zdaj delamo, ampak absolutno se strinjam, jaz tudi verjamem, delaj dobro in to boš vedno tudi dobil. Tako da jaz verjamem, da vsa ta pisana druščina, ki ste danes z nami, hvala vam, no, na tem super druženju, verjamem, da ste vsi... Bo še dosti priložnosti, bomo še lahko rekli. Definitivno. Hodila sem samo to reči, no, da verjamem, da so vsi tukaj taki, ki delate dobro, in jaz tudi verjamem, da se bo vsem to vrnilo. Definitivno. Če to delate iskreno iz srca, verjemite, da se vrata vedno odpirajo. Ponavadi takrat, ko najmanj to pričakujemo. Tako da jaz vam želim vsem ogromno dobrega. Ostanite nasmejani, bodite pozitivni. Vem, da v teh časih ni vedno lahko, ampak jaz verjamem, da mi to zmoremo. Če ne, si bomo pa tudi se bomo malo med sabo podkrepili. Res vas je bilo lepo videti, jaz upam, da so take vsebine uporabne. Ok, domačo nalogo imate, veste, kaj morate narediti, razmislite o tem, ker mislim, da je tudi za vas dobro, da naredite eno SWOT analizo sami pri sebi, pa razmislite, kaj so vaše prednosti, kaj so slabosti, ker iz tega izhodišča lahko potem tudi sami rastemo naprej, pa iščemo, vedno je nek prostor za izboljšave pri vseh in pri vsem, kar počnemo. Hvala, Andrej, no, za vse, kar si delil z nami. Hvala tudi vsem ostalim. Tudi tistim, ki niste bili kaj dosti aktivni, ampak več ali manj tukaj je bilo, vse vidim, da ostali tudi lahko berete komentarje, tako da mislim, da se vsi... Da so vsi se strinjali s tem, no, da nadaljujemo s tematikami, kjer lahko rastemo in kjer si lahko tudi izmenjujemo izkušnje pa znanje, ker verjamem, da se lahko eno drugega ogromno naučimo. Dajmo si pomagati še naprej, pa dajmo čim večjim ljudem tudi pomagati do tega, da bojo zdravi, pa da bojo kvalitetno živeli. Začnite pa vedno pri sebi. Če ne boste sami dobrega zdravja, če ne boste zadovoljni, če ne boste srečni, če ne boste dobro v svoji koži, boste zelo težko tudi pomagali drugim do tega. Tako da ni egoistično, da najprej poskrbite zase. Zapomnite si tudi to.
Lepo bote, lep večer vam želim še vsem naprej, pa se vidimo na naslednjem srečanju. Čau, čau. Čau, čau. Čau. Ja. Srečno.